Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi gostje, dobrodošli in lepo pozdravljeni na slovesnosti ob uradnem odprtju obrtne cone Konus. V uvodu nas je veselo na svoji harmoniki pozdravila učenka Sara Bezenšek iz harmonikarske šole Mateja Banovška. Še en aplavz zanjo. Dovolite pa mi, da med nami še posebej topel pozdrav nameni Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Bojanu Podkrajšku, poslancu Republike Slovenije v Državnem zboru. Pozdravljam pa tudi predstavnike izvajalcev del, občinske svetnike in seveda vse, ki ste svojo prisotnostjo počastili današnji slavnostni trenutek. Občina Slovenske Konjice je konec marca 2015 pričela z gradnjo komunalne infrastrukture na območju obrtne cone Slovenske Konjice na tako imenovanem Konusovem travniku. Sprva je bilo načrtovano, da se bo komunalna infrastruktura gradila daljše časovno obdobje, vse tja do leta 2017. Glede na to, da so lastniki izkazali interes po širitvi proizvodnje, pridobljena pa so bila že prva gradbena dovoljenja, je tudi občina pospešeno pristopila k izgradnji. Za besedo ob odprtju prosim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, današnji dan se je pričel z dežjem in kasneje prešel v takšen svetov dan. In tudi usoda tega prostora, ki smo mu včasih rekli Faroške njive, kasneje Konusov travnik, danes obrtno-poslovna cona Slovenske Konjice, je doživljala podobno usodo. Kajti iz leta 2003 segajo korenine te poslovne cone, ko je 9 različnih lastnikov kupilo ta prostor, te parcele, z namenom, da pride do poslovne gradnje. Pa vendar, vemo, kakšna je naša zakonodaja, da ne omogoča pričetka gradnje niti pridobitve gradbenega dovoljenja, dokler nimamo komunalno opremljenega prostora. In ravno tukaj smo nekaj časa potrebovali, da smo se v neštevilnih sestankih, pogovorih usklajevali, kako najti skupno rešitev, ki bo primerna tudi za širšo skupnost. In na tem mestu se moram posebej zahvaliti Vladu Vravarju, ki je v začetni fazi bil tista gonilna sila, ki je pritiskal na vse načine, da bi se le premaknilo, in pa seveda tudi Savotu Grilju, ki je kasneje dodal tisti kamenček, ki je pomenil, da se je vse skupaj premaknilo v drugo smer, tisto jedro, na katero so se potem, tisto kepo, ki se je večala z pristopom vseh ostalih solastnikov. In ja, pomembno je, da je ta cesta danes v lasti lokalne skupnosti, tako kot vse ceste, pa večina cest znotraj starega Konusa, kot lahko temu rečemo, in tako smo dobili eno urejeno obrtno-poslovno cono površine približno 9 hektarov. In kot vidite tukaj za mano in na vsako stran, so podjetniki resnično kmalu pristopili, ko so videli, da se gre za res, da je možnost, se je ta voz nekako premaknil z večjo hitrostjo. In tu seveda hvala vsem tistim, ki so že zaprosili za gradbeno dovoljenje, in s tem tudi je bilo potrebno plačati komunalni prispevek, in iz teh sredstev, namenskih sredstev, je potem lokalni skupnosti oziroma občini dosti lažje graditi, kajti potrebno je samo zavrteti ta krog in že smo pri tem, da bo kmalu
še izdano kakšno novo gradbeno dovoljenje in verjamem, da bo v 2-3 letih ta poslovna cona že popolnoma zasedena. Nekoliko daljši uvod zato, ker se vsi skupaj zavedamo, da brez gospodarstva, brez podjetnikov, brez obrtnikov nobena družba ne more preživeti. In to je ta izjemno velik prispevek, jaz mu rečem kar investicija za ta moj 3. mandat, ena najbolj pomembnih investicij, kajti tu je to gonilo, ki bo omogočilo, da bo naše znanje, znanje teh ljudi iz Dravinjske doline prišlo v obliko predmetov, izdelkov in da bo potem prodano drugam, iz tega pa dobimo vsi skupaj sredstva za preživetje. Tako zaposleni, tako podjetniki, kot celotna lokalna skupnost in brez tega pač v normalnem svetu ne gre. Še enkrat hvala vsem skupaj, da smo strnili moči. Hvala strokovnim sodelavcem iz občinske uprave, ki so izjemno veliko pomagali pri temu, da smo premaknili vso zgodbo. Hvala izvajalcu del, Gradnje Margoč, nadzoru in vsem, da smo danes lahko tukaj veseli. Čestitke ob novi pridobitvi vam in pa seveda celotni lokalni skupnosti. Za prerez traku prosim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice in Aleksandra Marguča, direktorja GMI Gradnje Margoč, kot predstavnika torej izvajalcev del.